Pozdravljeni! Danes je zopet čas za vaše vprašanja, vaše pobude. Govorili bomo o tretjem hidravličnem elementu. Nekdo izmed gledalcev kanala se sprašuje, kje je pravzaprav prednost tega hidravličnega elementa, o katerem je bilo toliko govora v raznih virih, ko se je govorilo o novem bolidu Ferrarija za sezono 2020. Najprej menim, da je potrebno sploh razumeti, zakaj je tretji element na splošno tako pomemben. Schematsko prikazano, poenostavljeno seveda. Namreč ta tretji element je tisti vodoraven, tisti, ki se nahaja približno v bolidu tam, kjer je tista grbina na nosnem delu. In seveda v shemi vpetja služi prenosu sil iz leve polovice, strani levega kolesa, naprimer na desno. In seveda tudi obratno, da ne bo pomote. In sedaj nek primer, da bomo bolje razumeli. Okolikor gre bolid čez robnik, zapelje z levim kolesom nadenj, se to dvigne, jasno. In ko se dvigne po shemi vpetja, vidimo, da se sila prenese na ta sredinski element, kateri je blažilec, kateri nudi določen upor, ko se začne stisniti, in nato prenese to silo na desno stran in nekako desno kolo spusti navzdol. Poenostavljeno povedano, tretji element je tisto srce sistema, katero skrbi, da šasija bolida, ko se vozi čez robnike, čez grbine, se ne ziba z leve proti desni strani. To se pravi, skrbi za to, da je tisto ravno dno čim bolj vzporedno z asfaltno podlago, kar nam je jasno, da je obvezna zadeva za učinkovit talni efekt. No, nekje proti koncu sezone 2015 in seveda v celi sezoni 2016 in naprej so pri Mercedesu ta tretji element od tistega klasičnega blažilec vzmet zamenjali s hidravličnim. Prednost hidravličnega elementa v teoriji pravzaprav nobena, a ima neko zadevo, kateri je važno poudariti. Namreč hidravlični blažilec je mogoče vnaprej tako konfigurirati, da deluje podobno kot naprimer aktivno vzmetenje 92. 93. leta. A to je prepovedano in o tem se je tudi Ferrari pritožil na FIA. Tam so pa ugotovili, da ker gre za mehansko zadevo, katera je praktično regulirana vnaprej, je vse v najlepšem redu in skladno s pravilnikom. To se pravi, tako kot je narejen ta blažilec, tako se obnaša. Ne gre za linearne zadeve, to se pravi, večja kot je sila, bolj da se poda ta element, gre lahko nekako ciklično, lahko prvo malce manj sile, nato malce več, nato zopet malo manj, odvisno kot je potreba v določeni dirki na določeni progi. In seveda videli smo v sezoni 2016, da so bili pri Mercedesu enkratni, a ne gre zasluga samo temu tretjemu elementu, temveč celotnemu projektu. Isto zgodbo lahko bi povedali pri Red Bullu. Da so se pri Ferrariju zato odločili leta za sezono 2020 je seveda malce čudno, kajti govori se, da v sezoni 2021 bo to prepovedano, a k temu se še vrnem. Je sedaj ta tretji element tako bistven, daje tako prednost bolidu, da ne moreš brez, je res in ni res. Poglejmo samo, kakšne ima lastnosti Mercedes pri pneumatikah, jih hitro segreva, jih hitro obrablja. Imeli so določene težave s pregrevanjem pneumatike. In tukaj ta tretji element je bistven. Spomnimo se samo izjave, ki jih je podal Lewis Hamilton, kako težaven je Mercedes pri vožnji čez robnike za razliko od Ferrarija. In prav pri Ferrariju s klasičnim tretjim elementom moramo poudariti eno dejstvo, na katero marsikdo pozabi. Spomnimo se velike nagrade Bahreina v sezoni 2018. Kimi Raikkonen je po nesreči povozil enega izmed mehanikov, ta je obležal na pitlejnu, na tistem mestu namenjenem menjavi pneumatik s kompliciranim zlomom noge. Sebastian Vettel je bil prisiljen preskočiti zadnjo menjavo pneumatika, prišel je do cilja in dirko zmagal na začudenje vseh. Zakaj? Njegovo vzmetenje mu je omogočilo, seveda z enkratno vožnjo, minimalno obrabo, seveda na meji tistega mogočega, a uspelo je. Nekaj, kar pri Mercedesu nismo videli in tudi kljub temu hidravličnemu tretjemu elementu.
In seveda, sedaj moja pripomba. Govoril sem, da ta tretji element je nastavljiv. Težava je v tem, da pri Ferrariju bojo prvič to rabili v sezoni 2020. Pri Mercedesu in Red Bullu imajo že večletne izkušnje. Kako hitro se bojo prilagodili pri Ferrariju te noviteti tehnični na prednjem vpetju in bo to uspelo še preden prvo dirko ali bodo imeli nekaj dirk kar težave pri ugotavljanju, kaj je tisto primerno in kaj ne. Mnenja pa sem, da ta tretji hidravlični element ne more čez noč spremeniti podobe bolida. Ta je dober ali slab. Ta hidravlični element lahko samo malček pripomore in ne more kar naenkrat nadoknaditi tistega zaostanka, ki so ga imeli pri skuderiji Ferrari, naprimer do Mercedesa. Še posebej ne, ker grejo v neko smer, na kateri pri Mercedesu imajo že večletne izkušnje. A videli bomo na prvih dirkah, kako jim bo to uspevalo. To je bilo na kratko o tem tretjem hidravličnem elementu, o katerem je kar dosti govora v raznih virih. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.